Dragi bratje in sestre, z monsinjorjem Janezom Hladnikom mi vežejo osebni spomini, saj sem se nekajkrat srečal z njim, še bolj mi pa vežejo posledice njegovih genialnih potez, ki jih je potegnil v prid predvojnega, kakor tudi povojnega vala priseljencev. Posledice teh potez so se tudi mene dotaknili. V 20. stoletju sta se privalila v Argentino dva vala slovenskih priseljencev, po prvi in po drugi svetovni vojni. Po prvi svetovni vojni so v dan prišli Primorci, ki so bežali pred fašizmom, ki je zasedel vse do Rakeka, kakor tudi Prekmurci, ki so bežali pred lakoto, predvsem v zadnjih letih 20 let, ko je nastala svetovna recesija. Lahko bi rekli, da je bila prva politična, druga pa ekonomska migracija. Leta 1936 je Janez Hladnik odšel za jesenskega duhovnika v Buenos Aires, kjer je čez nekaj let nasledil svojega predhodnika Jožeta Kastelica, ki je umrl med naskokom Aconcagua, skoraj 7000 metrov visoko goro, ko je fizično in psihično nepripravljen hotel zavzeti najvišjo goro celotne Amerike z namenom, da postavi križ na vrh gore, kar je bila njegova fiksna ideja. Po Kastelčevi smrti leta 1940 je Janez Hladnik prevzel uredništvo in upravo revije Duhovno življenje, ki še danes izhaja nič manj pogubno kot takrat in jo je Kastelic ustanovil leta 1933. Ko je monsinjor Hladnik zvedel, da nobena država noče sprijeti slovenskih beguncev druge svetovne vojne, je pri takratnem predsedniku Argentine generalnemu dosegel srednje dovoljenje za 10.000 oseb. Tako so začeli prihajati tovorne ladje za silno prenarejene v potniške. Od vseh ladij, ki so pripeljali Slovence v Buenos Aires, Janez Hladnik v knjigi Od Triglava do Andov omenja te ladje Nožno, s katero je prišla naša družina. 21. januarja 1948 je pristala ladja Santa Cruz, ki je pripeljala največje število pričakovanih potnikov. Blizu 1000 je bilo. Prišli so z njimi moja sestra Angelca, 3 bratnici in 1 sestrična, semenišče s profesorji, mnogo duhovnikov ter množica rojakov. Vsa množica je navdušeno prepevala, zmagala se devica slavna, zmagala kačo krda, ko se je lažje križala trdi zemlji in deželi, kjer je v večne varnosti, da jih ugrabijo ali nasilno vrnijo v domovino. Takoj sem moral iti v internat, ki so ga vodile slovenske šolske sestre. Tudi tukaj je Janez Hladnik imel prste v misli. Kako je prišel do tega internata, da na kratko pove Janez Hladnik sam. Ko je leta 1936 prišel v Argentino za jugoslovanskega poslanika dr. Izidor Cankar, smo v Buenos Airesu takoj ustanovili slovensko osnovno šolo. Prostori odsotilo društvo Drago na ulici Paslodan v mestni četrti La Paternal. Vodstvo so prevzeli šolske sestre, ki so bili že od leta 1931 v Argentini. Sestre so pozneje slovensko zasebno šolo spremenili v zavetišče za fantke, ko so bili zasebne ljudske šole odpravljeni. Sem sva prišla z bratom Janezom. Janez je po 2 tednih odšel k staršev, jaz pa sem ostal po prvo šolsko leto. Po pouku smo hodili v šolo
šolo Republika de Honduras na ulici Elcano, kjer sem opravil nižji prvi razred. Prvi razred je bil deljen na nižji in višji prvi razred. Težav nisem imel, saj sem bil star 6 let, kot vsi moji sošolci. Ravno tako sem se učil brati in pisati kot oni. Učiteljica je bila srednjih let, malo bolj močna, pozimi je imela vrh bele haljne, živo rdeč plašč. Hladnikov bistri je kmalu opazil, da ekonomski priseljenci po prvi svetovni vojni in politični priseljenci po drugi svetovni vojni ne gredo skupaj. Že med vojno so bili slovenski protikomunistični borci ožigosani kot Hitlerjevi sodelavci. V svetovni javnosti je vse tako zgledalo, kar se je dejansko dogajalo med komunistično revolucijo, pa je tako vse vemo. Po drugi strani pa je videl, da so politični priseljenci že organizirani, intelektualno močni, versko zavzeti, medtem ko so bili ekonomski priseljenci neorganizirani, intelektualno povprečni, versko mlačni. Zato je prepustil dušno pastirstvo na novo naseljencev Antonu Oleharju, ki ga je imenoval ljubljanski škof dr. Grigorij Rožman, sam pa je ohranil staro naseljence, od katerih so nekateri pridružili novi. Sledil je navodilu svetega Janeza Krstnika, čeprav je bil njegov zavetnik sveti Janez Evangelist, saj je bil rojen 20. decembra, Janez Krstnik je namreč rekel, on mora rasti, jaz pa se manjšati. V tej potezi vidim njegovo največjo veličino. Večkrat je prihajal na obisk v slovensko semenišče. Bogoslovci so ga vedno gledali z velikim spoštovanjem, ki se ga je resnično zaslužil, saj je svoje življenje posvetil